Kar z nosom gor, pa da ga kle v rit dobiš. Schalten Sie alle elektronischen Geräte aus. Mogoče bi lahko razložil, zakaj gre. Prišel sem v Frankfurt, zato da se bom usedel za volan Opla Grandland X. Jaz sem pa tukaj v Frankfurtu odločil za zanimive poslikave sten v garažni hiši, vidiš? Ali pa recimo takole. Fajn, ne? Tako jaz pa Aleš Černilc se bo usedel točno tale avto. Barva se imenuje Topaz Blue, opremljen je pa z 1,2 litrskim turbomotorjem 130 konj. Se vidi? Hello, good morning. You need this? Yeah, of course. Thanks a lot. Let's get this party started. A še tiska pri 210 nisi niti približno najhitrejši na cesti. Evo, po 25 minutah vožnje, prvi postanek. Lega. To je bil gospod Zorenč, on je novinar za Evo pa Večer. No in medtem, ko Aleš fotografira motor, jaz lahko o njemu tudi povem. Tukaj smo rekli, bencinski 1,2 litrski trivaljnik 130 konji. Da zna avto dosti suvereno potegniti čez 200 km/h, to sem že pokazal. Lahko povem tudi to, da je motor razmeroma živahen, da čutiš tisto veselje do vrtenja. Pa ne, da zdaj avto leti kasneta skira, ne? Je pa ta prvi feeling prijeten. Wow, stari. Glej to, tukaj bomo imeli tiskovko. Ogromna večnamenska dvorana, ki je v tem trenutku več kot očitno podrejena plezalcem. Hudo. Kakšen hud plac za trening. Plezalski raj bi se temu lahko tako rekel. En dober primer, ne, kako staro industrijsko halo spremeniti v plezalski raj. Glej, tukaj zadaj, tukaj bo pa tiskovka. Tamle je oder, tamle je avto preštiman, tukaj bomo pa čičali. Se je Opel dobro potrudil, da je zrihtal en tak zanimiv pa izviren ambient. Ok, tiskovka. The Crossland X and the Mokka X belong to the B segment. The Grandland X, which is 20 centimeters longer than the Mokka X, is part of the C segment. If we now fold down the second row, this figure goes up to 1,652 liters. Lunchtime. Inač, zdaj pa še en krok. Zdaj pa Aleš pelil. Pa je zraven sedel. Aleš, veš, kaj pa še ben avto nima? Držala za sladoled. Je benti. Can change to the map mode because then you have more details on the screen. V bistvu si hotel Opel malo pohvaliti, pa zdaj dobijo navigacijske podatke iz telefona. Vse skupaj je pa preslikano na zaslon tukaj na sredini. No, medtem, ko se je Aleš usedel za volan pa prevzel vožnjo, sem se jaz usedel v drugo vrsto, da lahko povem še kaj od tukaj. Vozniški sedež je relativno blizu mojim kolenom, prostora je recimo za 5 do 7 cm, je pa treba upoštevati eno stvar. Aleš je visok 1,90 m. Veš, to se pozna. To se vam Opel recimo pohvalili, da je tudi druga vrsta sedežev lahko greta. Sprednja sedeža sta lahko hlajena, gret je pa lahko tudi volan, pa ta sprednja šipa ima tudi ne hecne nitke noter. To v bistvu pomeni, da je ogrevana, ne? Da lahko ti pozimi, če imaš let na šipi, recimo vse skupaj ostajaš tam v 2 minutah, nekaj tacga. Prostora tukaj za glave, pa tudi nasplošno za stopalac spredi, pa tako, je pa v redu, dost. Le kak besen grad pismo. Se pa z Alešem ustavlja tukaj med vinogradi, da bo on pritisnil še eno fotko na taki malo bolj luštni lokaciji, da ne bo se v mestu sivo, dolgočasno pa tako naprej, da je še malo bolj živo, malo več barv. Zakaj tako z roko zraven delam? Lej, če bi tlele dal avto takole, lej, kar z nosom gor, pa da ga kle v rit dobiš. Se mi zdi, da bi lepo prišlo, no? Lepo zgleda vse skupaj, ne da? Kaj je to? Kaj da spušča, mislim, zvok, pa z vseh koncev se mi zdi, da prihaja. Se slišiš, ne? A ti veš, kaj je to? Zakaj poka? Veš, zdaj gre po intervalih. Tap, tap, tap. Na koncu sladek rada. Koščca je sladka. A to kar dobro zgleda, se je okotom in grede, ne? No, res je. Kaj s temi Nemci, stari? Ta pa boljši. Čak malo. Druga zgodba. In grede, je malo hecen, da si jaz skupim superge za basket. To so tele. Zdaj jih pa kar tako furam, tudi ker nisem na basketu. Ful so udobne, barva mi je všeč, ker punce pravijo, da je zdaj to ful modern, pa se mi zdi, da dobrih kavbojkam pašejo.
O, šitko to dobro. A si ga slišal zdaj spet? A pa če te zanima, kateri kiksi so, kako se imenujejo? Zdaj jaz še zmeraj ne vem, ne? A so K1X, a so kiks. Kao K1X, kiks. Veš, kaj hočem reči? Kupil sem jih v Gross Basketu v Ljubljani, na Rudniku. Sem dal to en blog, se spomniš? Kdaj pa prije plug-in hibrid? Ni povedal kdaj. Opa. Definirajo sam. Jaz pa Aleš se ravno kar pogovarjava o tem, kdaj prije priključen hibrid. Namreč Grandland X bo prvi Opel, ki bo ponujen tudi kot priključen hibrid. Se prav povedal. Mislim, da je. Fajn je, da je Opel sem ni pripeljal samo Grandlanda X, ampak za tako primerjavo, še Moko, pa Crosslanda. Veš, ne glede na to, koliko človek dober avto pozna, ker imaš ti enkrat na voljo neposredno primerjavo dizajna, pa konec koncev tudi kabin, no takrat od vsega skupaj odneseš še malo več, kakor bi sicer. Veš pa dober, jaz se na avto dome ne spoznam, ne. Glej to, kaj je to za ena zadeva? Jaz tega ne poznam. Was ist das für eine Marke? Dit is Peugeot onder Marathon Line. Marathon. Dec je Nizozemec, je rekel, da je zadeva stara že 25 let in da je znamka, ki je to naredila na osnovi Peugeota, predtem izdelovala luksuzne jahte. Še en trik je zanimivo ga zveš, ne? Sam vedeti moraš tisto, kdor jezika špara, kruha strada.